Preden gremo naprej, bom samo povedal, da sedimo v razstavi Hansa Joachima Utkeja, nemškega slikarja, ki je komentiral Petanove aforizme in še nekaj drugih aforizmov, tako da boste vedeli, v kateri razstavi sedite. Danes sta naša gosta dva, ki jo veže tudi zakon, recimo, in sicer Zorkova, Titan, Lučka Zorko Titan in pa Felix Titan, Robert Felix Titan. To je 3 imena, si je vedno teže zapomniti kot 2. Pa še Obama, Latvine. Naš spraševalka oziroma tista, ki bo vodila večer, pa je Nataša Švik-Žumer in ji enostavno predajam besedo. Hvala lepa. Dragi ljubitelji literature, pozdrav tudi z moje strani. Marjan mi je zdaj odzel uvodni del, ker sem ravno hotela kramljati, kaj vse skupnega Lučka in pa Robert imata. Pa vseeno nimate samo zakona in postelje in stanovanja, imate še veliko več, pa morda za uvod, ker dam tebi besedo, kaj vse skupnega imate. Ja, vse to. In vse v bistvu v osnovi je najno skupno pot se v bistvu začela z literaturo. Se slišimo? Malo pa verjetno me ne vidite, da se skril pot. Najna skupna pot se je začela z literaturo in to sodelovanje z literaturo je ostalo do danes in je še vedno jemno kar pretežni del najnega časa. Tako da v bistvu eden drugemu smo vedno prvi bralec vsega, kar napiševa. In prvi kritik. In prvi kritik. Lučka, lek povem tvojo navado. Lučka, poleg tega, da piše, je v bistvu v mladosti se ukvarjala tudi z likovno sfero, tako da ima talent za risanje in da dela lekturo mojih tekstov, se vedno potrudi, da vse napake nariše. Se pravi, kako bi to izgledalo, kako sem napisal, če bi lahko bilo v realnosti možno. Tako da to me ponovadi malo razjezi, moram počakati par minut, pa potem se večinoma strinjam. Tako da je ta najna naveza, ki je potem postala tudi osebna zaveza, pravzaprav v veliki meri nastala in se še vedno dogaja preko literature. Ne bi pa rekel, da je prisotna kakšna konkurenca v istem stanovanju, tako da v bistvu eden drugemu uspehe znamo privoščiti in za spodrsljaje najti tolažbo in je v bistvu, vsaj meni se zdi to dokaj zanimivo življenje, če lahko deliš tudi kaj takega kot je literatura. Ja, konkurence tudi ni, glede računalnika, imate vsak svojega, se ne kreira, tako da bo kdo na računalniku ali... Trenutno še. Ja, vse tudi skregamo za trate, ker moj ima brezžično omrežje, njegov pa ne. Aha. Skratka, delita pa tudi skupno, torej oba sta iz Prekmurja, celo tam blizu, zelo blizu, ne? Sta doma v Pomurju. In tudi orjeta to prekmursko ravnico skozi literaturo, ne? Če lahko temu tako rečemo. Pa bomo najprej šli k tebi, Lučka, dame malo prednost. Torej, Lučka je izdala prvo skupno zbirko v zborniku Zasilni izhod, 4 samostojne pesniške zbirke Reciklaža kosti, Obdukcija srca, Karavana in Vreščeče čeri. Potem je bila kratka zgodba v skupinskem projektu z Mitjem Rošem, Mojco Tirš in Ferjem Najškom, Ugrabitev, stvarnosti in pravljico Grimolda, ki sta pa skupaj napravila, to pa je zbirka kratkih zgodb, tako ne? To je mislim pravljica, tekst za otroke, ilustrirani tekst za otroke. Prevedli so jo pa tudi že v italijanščino, mađarščino in bosanščino.
Sodelovala pa si tudi v antologiji slovenskih pesnic v poljščini ter prekmurskih pesnikov v madžarščini, ne? Ker veliko so te prevali že. Ja, v bistvu tudi to mene pač malo preseneča, pa vsi prevodi, ki so bili res tako spontani. Recimo v italijanščino me je kar sama kontaktirala gospa Jolka Milič, ker je pač našla v Tržaški knjižnici mojo knjigo, ki sicer ni bila pri neki veliki založbi, je bila pri eni manjši prekmurski založbi, ki jo je vodil Felix takrat, in na presenečenje je pač tudi pristala v Tržaški knjižnici in ona je pač potem tam odkrila, ker je iskala prav mlade avtorje in je potem odkrila to mojo reciklažo kosti in me je kar sama poklicala, da me bo prevedla pač za neko italijansko revijo, pa potem smila, da je kar prestižna revija bila, ne. V madžarščino pa me je prevajala Judit Zagorec-Čuka. Zdaj ona pa tudi, ona pa prevaja večinoma prekmurske avtorje in je naredila en tudi taki izbor iz vseh pač teh, neki prerez Prekmurja pa Porabja, ne. Pa bi mogoče zdaj za pokušino kaj prebrala pesmi za uvod? Ja, lahko. Kar verjetno iz Vreščeče čeri, iz te zadnje zbirke. Zdaj najprej bom prebrala uvodno pesem, kjer je pač nekako kontekstualizirano, zakaj je naslov Vreščeče čeri. Vaga izravnava, kje pa mesa tu, liter krvi tam. Meso, ki ponika, duh, ki niha. Vaga izravnava, duh samega sebe žre in rodi, in telesa smo tu, da ga izplešemo s smrtmi. Pridemo sem in odidemo sem. Tisto tam so le zvezde, oddaljene. Vaga, vaga. Kar je preveč, bo premalo, in kar je premalo, preveč. Ni skrbi, ničesar ne bo odvzela smrt in ničesar dodala. Novi že čakajo, geni so tu in svet ocean jih sprejema. Te pesmi, Vreščeče čeri, so le vznik in ponik neke strune. Nič več, nič manj. Noč vstaja. Noč vstaja pred mano. S tančico zgodnjega jutra me hoče zadaviti. A vem, le skomine so, kar si želi, in slutnja sonca v njih. Sonce davi brez predigre, noč je sita mačka. Zato je tančica noči negotova varnost, pa vendar, sončni žarki se že plazijo v hišo in prosim jih, ne mi ukrasti še tega trenutka, ne mi razbliniti, sonce, te nočne gotovosti. Glej, moje telo leži v meni, utripa. Tu, nedaleč za goro, sta oče in mati, prebujata se. Oče pristavlja za kavo in mama kadi na balkonu. In sestra je tu, včasih ne ločim med nama. Dve ženi, pričarani iz ščipajočih se deklic. Zato noč ostani še malo in te tuje sanje ob meni, v katerih pohaja moj mož, še ohrani. Saj vem, da so lepe smehljase, to sonce v sanjah je zmeraj prijazno. Še malo, še dolgo, naj vonjam, da smo. Še kakšno? Pa morda da še eno. Ja, te pa še eno. Pomlad. Pomlad je zmeraj daleč ali pa odhaja. Zrcali se na gladinah ekranov ali na površju oči. Tiho čaka v zasedi, ko zima na nas sneži. Slutnja pomladi žari v naših jedrih in omamlja. Smrt je položena v nas kot majhen planet. Zlobno ga polagamo v tirnice najljubših sonc.
In naše polomljene eksistence hočejo biti sonca in nebo, to kipeče nebo ni neskončno, samo okroglo. Le kdo je upal govoriti o neskončnosti? Bil je prav tako polomljen. Slutil je morda, da pomlad pride zmeraj tako, da se samo podrgne ob nas. Denis Škofič je ugotovil, da bi naj bilo pesniška zbirka Vrešeče čeri pač nadaljevanje karavane in najde močne sporednice in pripisuje to tvojemu študiju slovenščine prav z Strnišo, Zajcem in Kovečom. To res dejansko je na nek način tvoji vzorniki? Ja, na nek način so bili moji vzorniki. Zdaj, verjetno, ko si mlajši, pač potrebuješ neke oprijemke oziroma neke idole, pač tudi pri ustvarjanju in potem se to sigurno se tudi zrcali v tvojih delih. Zdaj, jaz mislim, da kljub temu, da so bili pač to moji vzorniki in pač sem ponosna, da so bili moji vzorniki, da pa sem vseeno, se mi zdi da sem prenesla njihove motive, ideje pač nekako v svoj čas, jih mogoče dovolj parafrazirala, da pač tu funkcionirajo drugače, pa tudi upam, da sem uspela ustvariti pač neko svojo lastno poetiko, ne glede na to mogoče, da so v kakšni pesmi bolj, v kakšni pesmi manj pač prisotni tudi drugi glasovi, ampak mislim, da je to vsakem ustvarjalcu, pač vse dokler res ne izoblikuje svoje neke poetike, da je pač to prisotno. V zbirki je zelo izrazit odnos do smrti. Pravzaprav, ko je Škofič delil, je rekel do smrti in življenja, ampak jaz sem bolj našla to smrt prisotno. Pa ne toliko smrt, kot to ponovno rojstvo, ponovno neko pripadno zemlji v drugi obliki, na drugi način. In že v uvodni pesmi si res rekla, da smrt ničesar ne da in ničesar ne vzame. In tudi rečeš, da smrt prihaja vedno sem nazaj na zemljo. Torej, kako ti doživljaš to življenje, da lahko, treba je tu povedati, da si biologinja in da teoretično raziskuješ in tudi praktično je vse, kar nas obdaja življenje. Kako ti dojemaš potem kot ena biologinja življenje in kako doživljaš smrt? Oziroma doživljaš je ne, torej kako jo vidiš? Ja, najprej moram reči, da to, kar se tiče smrti, pač smrt sama po sebi v literaturi je vedno simbolna. Se pravi, ne raziskujem zdaj konkretne smrti, oziroma itak ne poznam, ko jo bom pa poznala, pa ne več mogla pisati, Tako da se mi zdi, da ta smrt ima več pomenov, Lahko je smrt pač konec nečesa, ni nujno da konec življenja, ampak konec enega starega življenja. Potem lahko je smrt pač, ne vem, neka zareza v življenju, ki se ti zgodi in potem pač nekaj, kar je bilo starega, izgine, pa se pojavi novo, se pravi, se nekako prerodiš sam. Tako da to, kar se tiče literature, je smrt ponavadi simbolna. Zdaj, kar se pa tiče mojega študija biologije, zdaj tu se pojavlja, tudi zato sem šla to študirati, ker me je dejansko zanimalo, kaj je življenje, kaj je smrt, kaj je to pravzaprav. In pač glede na to, da tudi tako malo filozofsko razmišljam, ne samo naravoslovno, se mi tudi po teh letih pač študija biologije še vedno ne vem točno, kaj je zdaj tisto, zaradi česa pač mi nismo zdaj samo neki stroji, ampak smo pač življenje. In v bistvu bolj poznaš vse te mehanizme, bolj se ti zdi vse skupaj nenavadno, bolj se ti zdi čudno, kako je to sploh mogoče, in bolj razumeš, kako je mogoče, manj se ti zdi mogoče. Dobro, verjetno je zdaj to se slišalo tako malo zakomplicirano, ampak
ne vem, meni je telo fascinantno, recimo, in tudi, recimo, druge vrste, to, kako funkcioniramo, kako komuniciramo, ne vem, to je fascinantno in tega se ne morem nikoli naveličati. In zato tudi zdaj, recimo, še tudi berem dosti kakšne literature iz biologije, ne. Sigurno se pa to odraža tudi v literaturi. Zdaj, prosti, Felix, jaz bom zdaj dokončala to, kar se te vreščečih čeri tiče, da se filmu ne bomo več vračali, pa bomo se te lotili. Torej, drugi izrazit motiv v knjigi pa je odnos do časa. Jaz sem zdaj prinesla tudi knjigo zraven, ker sem si označila eno pesem. Mislim, da je moja. Točno. Imam še tega vreščiče. Ne, tam so samo. Se spomniš mogoče naslova? Jaz ne, tako mišljam. Ogen. Mogoče to prebereš? Preberem? Ja. Ogen. Predniki v prsih ste nosili velik ogen. Treba ga je bilo pogasiti, ta čudni ogen, ki je požgal vse šele tedaj, ko je ugasnil. In pogasili smo ga konkretno, z velikim rezervoarjem besed. Na pogorišču smo se zidali nov dom, dom iz kamna, ker kamen ne gori in je tako otipljiv, tako stalen, tako domač in hladen. Bili smo mladi. In mladi smo bili tako stari, kot ste bili vi stari takrat, ko ste ugasnili. Iz svoje stare mladosti smo zidali hiše, kamnite hiše in v njih živeli, brez plamena, kot da bi lahko res zanikali vaš ogen, kot da ogen vedno znova ne pride z neba. In spet je ta ogen počasi pričenjal tleti, tokrat ne s plamenom, ampak s kamenim žezlom je prebadal vse, kar je dišalo po bivanju. In ko smo prebrodili bivanje do zadnjega, smo ga razluknjali do sirastega skupka, do poslednjega atoma. Je smrt prišla v svoji stari suknji in je zamahnila z gorečo baklo. Na nebo je tetovirala vsa imena vseh prednikov z ognjem v prsih in mi, kamniti, smo zažareli kot krušna peč, ker vsak kamen je lava. In vsak kamen je stara lava, in pod vsakim kamnom lava, in vulkani, ugasli vulkani, so bombe, ki čakajo, da postanejo predniki. Tukaj si vnesla vse te elemente, ne? In življenja, smrti, in pa časa. Torej imaš en poseben odnos do časa. Preteklost je grda, ne? Kakšen pa je odnos do sedanjega časa? Si v večplastnem času? Ja, nekako je čar poezije v tem, pač, da lahko sestavljaš vse te čase, ne? Se pravi, da preteklost ni več preteklost, ampak je lahko tudi prihodnost in obratno. Mislim, ni več tu za nekega sosledja, ampak se lahko poljubno poigravaš potem s tem in ravno s tem odpiraš nove pomene, nove dimenzije. Zdaj, kaj je čas? Zdaj to verjetno se tako ali tako nas vse bega do smrti, ne? Pa ne simbolne smrti. Ampak prek poezije lahko pač tudi raziskuješ mogoče takšne stvari, ki te begajo, pa mogoče ni zato ravno neki čustven odnos, ampak je pač tudi neko tako racionalno stvar, o kateri premišljuješ. Pa tudi me je zelo zanimalo, recimo, to razmerje med starejšo generacijo, med nami, med generacijo, ki prihaja, pa ki se že nam zdaj zdi čudna, ne. Tako da, to so ene izmed močnih tem, ki pač me še vedno intrigirajo. Tu so pač na ta način predstavljene, mogoče naslednje zbirke pa bodo na kakšen drugi način. Zdaj, na moj levi, Robert, ti si bil kar dvakrat nominiran za Kresinkovo nagrado. Prišel sem na 10, tako.
Ja, pa bil pa si, ne? To sam. Že tako leta 2003 ste z tole knjigo, kako je že bil naslov? Sextant. Sextant, ne, z Normo Ballet in Štefanom Kardašem bili zelo blizu. Mi smo pa bili med 5, ja. Ja. Kak je to občutek, da zveš, da si napisal tako dobro zgodbo, da si med 5 najboljšimi zbožali? No dobro, saj v bistvu osnova je, zdaj v bistvu vsi, ki smo ustvarjalci na tom prostoru, pa tudi vsi, ki zdaj v tom prostoru sedijo in so sami ustvarjalci, ne, se zavedamo enega banalnega dejstva, ki je na literarni sceni strahotna gužva. In v bistvu vseh, že samo vseh, ki objavljajo pri uradnih založbah je ogromno. Vseh, ki sploh objavljajo je ogromno. Ne? Če pa vzamemo vse tiste, ki pišejo, pa še ne objavljajo skupaj v eno skupino, mislim, da bi rekel, kar v velikem številu marširali skozi Maribor. In zdaj, literatura je pravzaprav dvoplastna. Na eni strani je intimno početje, na drugi strani je komunikacija. Če pišeš, imaš nekaj povedati. Če imaš nekaj povedati, želiš, da bi drugi slišali. Ne? In vse te nominacije in to, kljub temu, ko se človek zaveda, da tudi če prideš skozi, se zavedaš, ko so razne kuhinje pri marsičem prisotne in ko pač je zato, ko priješ skozi konkurenco, večkrat potreben tudi kanček sreče, odpira ravno te prostor komunikacije. V tistem trenutku prideš do bralcev. Zdaj recimo, da je teh 10 knjig v konkurenci za Kresnika, se knjižnično izposoja takoj poveča. Ne? Ja. Hitro v tistem trenutku, da prideš na en prostor pozornosti, hitro to pozornost dobiš, je pa resno, ko je tudi hitro leko zgibiš, če te par let ne izdaš nič, teh starih knjig več živi Bog ne bare. Razen, če te seveda če ne si zadosta pomemben, ko prideš skozi razne akademske sfere, pa to, ko te razne naslovi, ki pač generirajo pozornost, opozarjajo na tebe. Tako, bolj v tem kontekstu vidim to vse skupaj. Ne? Zdaj, lahko razmišljaš tudi, da so te nominacije malo potrditev tega, kar si v tistem tekstu počel, čeprav sam pri sebi, ko neko knjigo izdaš, točno veš, kateri prizori, katere strani so res dobri, kje si pa mogoče tudi malo na hitro pustil skozi, ker je pač bilo treba knjigo dokončati, ker ni bilo več časa, ker je založba čakala, ker je tiskarna čakala in tako naprej. No, 2010 pa ste dobili litera, ne? Ste dobili to z Svinjskimi nogicami? V bistvu smo Kresnika dobili dvakrat v tom času, ko sem ga jaz urednik. In sicer smo dobili Štefan Kardoš je dobil za Riesling Polko, to mislim, da je bilo 2008. leta, pa 2010. leta so dobili Svinjske nogice. Torej, to je tudi dobra potrditev, ne? Da si v vredu izbral, ne? Ko si se odločal za tisk verjetno, ne? Ja, saj v bistvu vsako nagrado si v bistvu tudi kot urednik ponosen, da je pač bila izbira prava, ne? Je pa res, da bi sam dal tudi kakšni knjigi nagrado, ki pa nagrade ni prejela, tako da je bila prava izbira te knjige, ki so dobile nagrado, pa je pa res, da mi je včasih žal tistih knjig, ki so res dobre in padajo popolnoma skozi v vseh sferah, kar se mi je zdelo, da se je bolj ali manj zgodilo z romanom Bildoks, roman Aljoše Harlamova, ki ni prišel pri Kresniku niti med 10. Ne vem, koliko se sicer zdaj v javnosti in v akademskih sferah na njega opozarja, se mi pa zdi, da je bil eden boljših romanov, ki sem ga urejal na literi. V bistvu si urednik, pesnik, nisi pa izdal zdaj pesniške zbirke od leta 2003, pišeš še pesmi ali ne? Ne pišeš, ne. Dobro, do te poezije, ki je bila izdana, ima ni tak zelo kritičen odnos, zdi se mi, ko bi pač
Meni se bolj zdi, da je ta poezija bila učna doba, tako da veliko bolj sem zadovoljen z romani, ne še povsem, mislim, da tisto, kar še nameravam napisati, mora biti še boljše, tako, ker se zdaj nekako tudi prek uredniškega dela, v bistvu, zdaj, ko sem bral svoje stvari za nazaj, mi je ta izkušnja uredniškega dela dala en drugi pogled, tako da vidim svoje lastne napake in s pogledom za nazaj bi rekel, da romane priznavam, pesniške zbirke pa ne. Kako že to misliš? Svoje. A, svoje, aha, dobro. Jaz bom tukaj na tem mestu povedala, da jaz sem tebe spoznala v Rezi, ne vem, katero minuto. Rezi? Ja, na enem dialektološkem simpoziju sem se spoznala. Tam sem ga tudi bil. Ja. In on je imel tako težko poezijo, jaz sem bila prepričana, da je on najmanj 20 let starejši od mene po vseh tistem razmišljanju o smrti, religiji, ne vem, kaj vse se takrat razmišljal, ne. In bolj sem nekega dne ugotovila, da si celo samo en mesec mlajši od mene. No, kot urednik si pa enkrat zapisal oziroma izjavil, da tebi šteje samo estetska vrednost in šele na to prodajni uspeh. In glede na to, da kar nekaj založb je šlo, z tržišča se umaknilo, propadlo, in ko boš pač prihodnje urednik, ali boš še vedno stal za estetsko vrednostjo, ali se bo miselnost kakorkoli tvoja spremenila? Ja, se to v bistvu, mislim, da skozi čas je moj razvoj potekal ravno v to smer, da sem se začel zavedati, da je literatura v bistvu, če sem rekel, da je intimno početje, je istočasno komunikacija. Ko sem sam pisal poezijo, mi je ta intimna resnica poezije in estetska dovršenost teksta je bilo edino, kar me je zanimalo. In mislim, da sem v tisti fazi popolnoma zanemaril dejstvo, da je literatura predvsem komunikacija. Tudi čas, v katerem živimo, je zelo naklonjen literaturi kot komunikaciji, ki naj je v bistvu dostopna čim širšemu spektru uporabnikov, konzumentov. Zdaj, v bistvu temu, da te svet, v katerem živiš, razume, temu v bistvu se moraš na neki način prilagoditi, vsaj tako se mi zdi. In to v bistvu spoštujem v tem trenutku tako pri pisanju lastne proze kot urednik, ampak po drugi strani je pa tista diferentiva specifika, ali kako se že temu pravi, kako se to točno pove, je tista osebna resnica, ki jo ti vnašaš v prostor preko nekega teksta. Ta osebna resnica je ključna. Pač, če želiš govoriti, moraš imeti nekaj povedati. Če nimaš nič povedati, potem raje molči. To je osnovni zakon. Ampak to povedati na ta način, da nekak čas, v katerem živiš, to lahko razume. Da lahko s tabo prek tvoje literature komunicira. To so pa seveda določene omejitve. To so čisto estetske, stilne, žanrske omejitve, da tekst v bistvu kot organizem vzpostaviš na ta način, da je čas, v katerem bivaš primeren. Če se zdaj naveževa na to komunikacijo, bi te vprašala, ko ti imaš pred sabo en tekst, bodi si svoj, bodi si od kakšnega avtorja, ki mu ureja stvari, in imaš pred sabo bralstvo. Kakva je to logika? Je to logika, da imaš pred sabo bralca, natančne starostne strukture, da točno veš, komu je namenjene, tako so recimo včasih mladinski književniki delili, da se zdaj že recimo deli bralcu od 20 do, ne vem, 35, da imaš potem celo v glavi, zdaj pa želim enega intelektualnega bralca, pa želim, ne vem, bralca, ki ima nekaj pod palcem, da bo pa vendar kupil knjigo, ne? Tega ne moreš. Ne moreš tega, zato ker bralec je vedno 2 koraka pred tabo. Bralec vedno prenese več, kot nas trenutno
ogromno publicistike prepričuje, da sodobni bralec prenese. Jaz mislim, da večkrat se v teh javnih časopisih razpravlja o tem, kaj je zdaj literatura tega časa in dobiš občutek, da je pol teh publicistov prepričanih, da sodobni bralec prenese samo nizkokalorično literaturo. Meni se zdi, da to ni res. Bralci so še vedno različnih vrst, berejo sodobne tekste, so tudi taki, ki berejo zgolj klasike, so taki, ki berejo literaturo, ki je bila napisana pred 40 leti, se pravi, bralci so različnih vrst. In ti nikoli ne moreš točno vedeti, kateri bralec bo tisti, ki ga bo ta knjiga nagovorila. Zdaj, mene v tem uredniškem delu zanima predvsem, da je knjiga dovršena, kolikor to njen material omogoča. Se pravi, da ko delam na neki knjigi kot urednik, predvsem pazim na njene napake, da poskušamo z avtorjem odpraviti zelo očitne spodrsljaje v tekstu, nedoslednosti, tudi če prihajajo tu pa tam stvari navzkriž, da nekaj, kar je bilo napisano na 30. strani, ne more biti iti skupaj s tistim, kar je na 70. strani. Se pravi, da svoje uredniško delo vidim kot delo prvega bralca. Kot nekega, zelo kvalificiranega bralca, ki je prebral dovolj knjig, da ima to sposobnost, da vidi neke napake v knjigah. Seveda pa to še ne pomeni, zdaj največja napaka pri uredniškem delu je pa po mojem ta, če imaš ti izoblikovano mnenje o tem, kakšna naj bi literatura bila in vsak tekst, ki ga dobiš na mizo, potem presojaš v skladu z svojimi vnaprejšnjimi kriteriji. Jaz mislim, da se kot urednik tudi moraš pustiti, očarati, nagovoriti in presenetiti od teksta, ki te zagrabi in potem šele v drugi fazi pogledati, ok, to pa so zdaj neki spodrsljaji teksta, ki jih je treba odpraviti. Ti si ravno v bistvu nekoč nekje izjavil, da moraš ravno paziti na bralstvo in da moraš paziti na to, da zaradi bralstva in tega konteksta, da o tem razmišljaš, ne izgubiš sebe kot avtorja v tem. To si opozoril, po drugi strani si pa v istem dihu rekel. Takole, To moraš vedno povedati pred kakimi letom. Ja, ni to povedati, mislim, da ne snite. To je zdaj kratka rečeno. Praviš tako, da vsak avtor piše iz osebne izkušnje in opozarjaš na pasti osebne izkušnje, pa mogoče še kaj o tem poveš kot urednik in kot tisti, ki si veliko spremnih besed napisal in tudi recenzij in kritik. Kakšne pa so te pasti osebne izkušnje? Ja, v bistvu največja past osebne izkušnje je ta, če ti skušaš osebno izkušnjo. Dobro, obstaja recimo žanr spominske literature, ki prenese spomin točno tak, kakršen je. To je namen tega žanra. So dobri teksti, ki so v njem napisani, najodličnejši je recimo celoten Kovačičev opus, ki temelji na popolnoma konkretni, edinstveni izkušnji nekega človeka, opisuje zgolj njegovo življenje in to je to. In mislim, da je to zelo učinkovit in dobro napisan tekst, ki temelji na osebni izkušnji. Zdaj, ko pa ti enkrat osebno izkušnjo jemlješ zgolj kot material tekst, se pravi, da si ti zmisliš nek čisto fiktiven prostor, v katerega pa umeščaš elemente svoje osebne izkušnje, potem pa, po mojem mnenju, mora biti poudarek na prvi ravni. Se pravi, da ti tisti strukturi, ki si jo zastavil kot ogrodje, podrediš elemente osebne izkušnje. Kar pomeni, da osebno izkušnjo več ne moreš uporabiti v njeni celovitosti, ampak dejansko uporabiš samo tiste elemente, ki v tisto osnovno strukturo, ki si jo zastavil in ki je recimo fiktivno, lahko še sodijo. Ker če ne, bi dobil neko vmesno polje, ki pa ni najbolj učinkovito. Zdaj pa bomo, tudi mi dva se malo tvojega dela lotila.
Pa si prinesel danes novosti, ne? Pa ne vem, kaj bi nas čital. Bom sploh kaj čital. Bože, zdaj boš. To je še vse tam v zametkih, pa bo neko probam. Zdaj čitam. Ja, Kako? Ja, koliko se ti zdi? 2 strani. To je Daj. za toliko. Že imaš kakšen delovni naslov, verjetno, ne? Ja. Verjetno je tudi misla katera. Evo, Bogu se začne, da je to te roman. To je zdaj novo, kaj delam. Aha, te pa idemo te del pokrajne predlogi. Parkirali so kot edini avtomobil na precej velikem parkirišču, kar je vseeno delovalo nekoliko srhljivo in se na to takoj lotili vselitve. Vlekli vsak svoj kovček po stopnicah in izbirali sobe. Ciril se ni več spomnil, kako so takrat pred leti sem, čeprav sobe sicer niso bile samo v zgornjem nadstropju domačije, ampak tudi v prezidanem gospodarskem poslopju spravili nekaj čez 30 ljudi, kolikor se jih je udeležilo mladinskega tabora. Tokrat si je vsak lahko izbral svojo sobo, če so že najeli celotno domačijo. Pravzaprav so si utegnili samo izbrati sobe in odložiti kovčke, kajti dekleti sta takoj, ko sta vstopili v svoji sobi, zagnali vik in krik, kako da je vse skupaj umazano in zanemarjeno, in res je bilo opaziti, da se teh prostorov že dolgo ni dotaknila človeška roka. Nemudoma sta se lotili čiščenja, njih pa odložili v fotelje v kotu v oknu, kjer so si enega prižgali in med puhlim besedičenjem čakali, da počistita. Šele, ko sta se lotili spodnjih prostorov, kuhinje, jedilnice in kopalnice s straniščem, so se lahko razkomotili po svoje. Bilo je prijetno, ko so se nameščali v sobe. Bilo je zaznati celo precejšnjo mero veselosti in radoživosti, ki jih ni minila niti, ko so sedli za mizo v jedilnici. Dekleti sta do ta čas že počistili in uredili tudi skupne prostore. Pridružili sta se jim pri mizi. Razpakirali se boste torej pred spanjem. Na mizo takoj steklenica rdečega in kozarci. Za živež in pijačo je dal popoldan Istok, ki je tudi sicer kar nekaj pomagal pri pripravah na srečanje, ker je Ciril svoje že zapravil že za najem domačije. Kot že rečeno, njemu se je zazdelo in bil je vesel, da so se vsi odzvali. Zato je še s toliko večjim veseljem vsakemu natočil do vrha, čistega, veselosti in radoživosti pa je bilo tudi še dovolj, da se jim je kljub vsemu, kar so v sebi prinesli sabo, in kljub času, ki je minil, odkar so se zadnjič videli, pričel dogajati sproščen pomenek, ki pa se ni imel priložnosti prav razviti. Ciril je namreč kmalu od nekod privlekel 5 visokih tankih sveč, eno prižgal, s krožnička, na katerem je bil prej kruh, spihal drobtine, nakapljal vosek, sveče razmestil po krožničku in jih prižgal. Pogasil je luči v prostoru, odhitel na plano in tam v blagi modrini mesečine pričel odrihati na prazen pločevinasti sod in kričati nekaj nerazumljivega. Kot da bi si vse to že pred dnevi pripravil ali kaj. Pa ne že takoj prvi večer se je zdrznila Jelka, a ni ničesar rekla. Kot tudi drugi. Nihče ni ničesar. Pogovor je sicer razumljivo zamrl, nihče pa si ni drznil stopiti ven in pogledati, kaj Ciril hoče, ali mu celo kaj reči. Nekino so čakali, da vse skupaj mine, kot v upanju, da je to edino, kar jim je pripravil. Predstava sicer res ni trajala dolgo, kakih 20 minut, potem pa je zunaj vse potihnilo. Čakali so, da se Ciril vrne, v upanju, da to vendarle ni nekaj pomenilo in da se bodo brez prevelike muje spet lahko usidrali vsak dan. Rekel mu prav gotovo nihče ne bo ničesar. Cirila kar dolgo ni bilo od nikoder. In kaj naj pi? Previdno in polagoma so se spet razgovorili. Pa ni bilo več tiste veselosti in radoživosti od prej. Pogovor je bil bolj pridušen. Ni minilo dolgo, ko se je Ciril spet pojavil. Kar naenkrat je bil med vrati in se jim navihano nasmihal, požarjen svetlobo sveč. Pridušena svetloba je prizoru dajala na dih, težko je reči, nečesa veličastnega, posvečenega ali norega. Zastali so. Prežali. Pa ni bilo nič takega. Ciril je samo vsakemu dal vejico svežim pomladno zelenim listjem, jim zabičal, naj jo skrbno varujejo do zadnjega dne, pokomentiral, Boga smo torej prestrašili, na kar pa se nihče ni upal navezati, sedel mednje
in se trudil, da bi nadaljevali vsakdanji pogovor. Zadržano so se vključili. O njegovem ni bilo nobene besede. Samo vsak je tu in tam v rokah povrtel pomladno vejico. Več o delu, ki nastaja? To v bistvu, dejansko je to čisti začetek, to je iz prvega poglavja tega novega romana. Je pa v bistvu en roman, v katerem v sodoben čas preko enega protagonista prenašam poganske običaje. Tako da celo to mlatenje na pločevinasti sod in pomladne vejce je v bistvu del velikonočnih slovesnosti, velikonočnih ljudskih slovesnosti, tako imenovano strašenje Boga. Tako da to je v bistvu osnova tega romana, samo to je zdaj še vse zelo v zametkih. Zdaj pa nam take zametke zdaj malo razloži, da vidimo, kako se en pisatelj naredi eno tako schemo v glavi, po kateri potem piše. Lahko veš? Pa v bistvu ne vem, če bi. Zato, ker zdaj povedati neko, dobro, se vsi verjetno te tudi ne preberejo, ali pa tudi drugi preberejo, ampak govoriti o tem, kako bo en roman, da imaš napisano prvo poglavje, to je precej hvaležno početje, ker dejansko v literaturi, vsaj pri pisanju daljšega proznega teksta, je tak, da se tekst v bistvu razvija iz poglavja v poglavje in tudi, če imaš zelo trden koncept na začetku, kar jaz zdaj imam, mislim, da prvič popolnoma vem, kako bi moralo biti od začetka do konca, se vmes lahko še marsikaj zgodi. No, mene zanima, v bistvu, kot pisec, jaz nikoli nisem se lotila, recimo, romanov, ne? Ampak, ko si romanopisec, koliko se ti poistovetiš z tem glavnim likom, protagonistom, da ga lahko potem tak psihično dobro označiš, da točno prikažeš poti mesta, na katerih je pogovor, kak te psihološke označbe določiš? Mislim, da je problem veliko obraten. Kako se ti sploh lejko ločiš od glavnega lika? Kako ti v glavni lik preko perspektive, katerega nek roman pišeš, ločiš od sebe? Mislim, da živeti se v tujo osebo kot ustvarjalec je dosti lažje, kot to tujo osebo potem do primerne mere ločiti od lastne izkušnje. To, da ni vsakem romanu protagonist čisto navadna kopija tebe samega, to se mi zdi še največji problem. Dosti bolj kot obratno. Prav. Lučka, pa se vrnimo k tebi. Nekako ne moramo mimo te tvoje pesniške zbirke Karavana. Zakaj ne? Zato, ker je tako obsežna in vsebuje kar 155 pesmi, ne? In spet bom se spotaknila od Škofiča, ki je razdelil tvojo karavano na 7 karavan in 7 poti, od katerih si šla od sebe in objadrala svet in šla iz svoje resničnosti in se vrnila v svojo resničnost. Lepo je to povedal. Katere so te tvoje poti? Ja, ne vem, zdaj moram priznati, da mi je karavana že malo tak tuja, pač kar je izšla je leta 2006, pa od takrat mislim, da se pač, kar se tiče poezije, pa tudi moje osebe, marsikaj spremenilo, ampak tako na kratko lahko povem, pač, da je ta karavana prva knjiga, ki je res nekako zelo intimna in kjer se še nisem nekako mogla ločiti od, kot pravi Felix, od te osebne izkušnje. Pač to je bil ravno tisti čas, ko ne veš točno, kaj bi sabo, če ti je to sploh všeč, kar študiraš, če ti je všeč, kar delaš, kar si. In v bistvu je vse zelo tragično, ne. Tako da je dokaj tragična zbirka, ni tako bolj, mislim, ok, vse so pozitivne stvari not, ampak je pa tako kar dramatična, ne, ekspresivna. Zdaj tudi to, da je toliko pesmi, pač takrat sem imela do pesmi še neki taki preveč oseben odnos, pa se mi je zdelo vsake škoda,
Po drugi strani pa so nekatere tudi kratke, skoraj hajkuji in tako da v bistvu ni zdaj taka neka huda bukva prišla ven. Ampak, ko pa jo zdaj listam za nazaj, ok, vse normalno, da pač se mi ne zdi več tako dobra kot takrat, ko sem jo izdala, ampak se mi pa zdi, da je v njej vse, kar bom še kadarkoli v življenju obravnavala. Vse je sicer izpisano v nekem krču, ampak ko zdaj opažam, v bistvu razvijam vseh njenih 7 karavan, pač v neko drugo govorico, ampak še vedno je to čustvo, to primarno občutje njeno, pa ostaja nekako isto. In v bistvu še vedno črpam iz teh pesmi, ker takrat se mi zdi, da ko si star 25, oziroma tam od 20 do 25, takrat se ti oblikujejo tiste velike stvari, velike, tiste, ki se tebi zdijo pomembne, da bi jih umetniško obdelal in takrat jih res doživljaš. In tudi zato si mogoče tako zmeden, ker si nekako moraš oblikovati tudi, ne vem, neko stališče do sveta, ker prej si bil pač najstnik, pač mlad, ne? Ampak tu, ne vem, v tej knjigi se je pač meni oblikovalo to, s čimer se pravzaprav zdaj ukvarjamo pač drugače, malo bolj, mogoče tudi racionalno, bolj mi je pač pomembno, ne vem, kako je postavljeno, pač zdaj, da ni bolj tudi selekcijo delam, ampak je pa ta knjiga mi je pa, tako intimno mi je ta knjiga najbliže kot katerakoli. In sigurno bom črpala iz nje marsikaj še tudi za naprej. V enem izmed intervjujev si izjavila, da ni nujno, da se strinjaš z vsako svojo pesmijo. In meni se je to zdela taka zelo res ena drzna izjava, odkot so potem nastale pesmi, s katerimi se ti ne strinjaš. To se tudi jaz sprašujem. Mogoče zaupaš katero pesem, s katero se ne strinjaš in v čem se ne strinjaš z njo? Ja, ne vem, včasih v bistvu napišeš nekaj, za kar točno ne veš, kaj je. In potem, ko gledaš za nazaj, pač, ne vem, poezija je včasih tudi celoče refleksija, je neka izjava, ki je do neke mere posplošena. In potem, ko razmišljaš, če je zdaj to sploh tak, se ti nekako zdi, da niti ni nujno, da je tak. Ampak znotraj tiste pesmi pa pač funkcionira, zato ker obravnavaš neko temo, znotraj katere mora biti tak. Recimo, če pišeš o sovraštvu, pač normalno, da moraš poiskati v sebi to sovraštvo. In če pišeš o potenciranem sovraštvu, boš ga pač potenciral v pesmi. Ampak ni pa nujno, da ga tudi zares boš čutil. Ne vem, če napišem sovražim ta svet, pa ga v resnici ne sovražim, ampak sovražim ga v tistem trenutku in pač mogoče bralec, ko najde ta trenutek, da ga sovraži, pač bo si vzel to pesem za svojo in bo preko nje nekako se tudi transformiral. Tako da, ne vem, mogoče smisla to s to izjavo, da upam, da. No, potem je bila še tudi ena taka lepa oziroma radikalna izjava. In sicer si Samo radikalne si pobrali. Ne, take, ki so se mi zdele tako zanimive, drugačne od poprečnih izjav drugih. No. Tako, rekla si, da če človek v krizi poišče umetnost. Jaz sem študirala sociologijo in takrat smo izpostavljali, pač, da če človeštvo v krizi, če država, družba in tudi človek poišče uteho v religiji, ne? Se pravi, se religija poveča, razširi, vse več je vernikov. Ti pa praviš, da je to umetnost, ali je umetnost tebi najvišja sila, oziroma višek vsega, oziroma ali mi lahko odgovoriš na vprašanje, če mogoče pri nas je to taka porast umetnosti, ker smo dejansko v krizi. Ja, o tem smo se kar nekaj pogovarjali. Zdaj zdi se mi, da v sodobnem času sta si umetnost in religija pač kar blizu, oziroma v vsaki umetnosti tudi neka komponenta nečesa svetega oziroma religioznega. Zdaj iz biologije lahko povem, pač, da tudi so odkrili, da je v človeških možganih kao neko središče tudi za to obrednost, oziroma to je nekje tudi blizu religije.
Tako da je mogoče to tudi, verjetno je del vsakega, pač nek ta odnos, vsak ima nek odnos do religije, tudi če trdi, da ni veren, sigurno obstaja nekaj, kar mu je sveto. In pač, ne vem, to sveto se mi zdi, da tudi daje uteho. In pač, kadar, ne vem, si v neki taki krizi, pač boš nekje moral najti neki smisel, ne vem, drugače, ne vem, kaj se bo zgodilo. Se vrnem zdaj v vprašanju, ali ti je umetnost više osebe, najvišja stopnja? Ne vem, ne bi rekla, da mi je najvišja stopnja. Ne vem, zdaj, če bi izbirala med življenjem in umetnostjo, ne bi izbrala umetnosti. Ampak umetnost mi je pa če res tisto, ja, mislim, mi je pa višek mojega dela, mojega delovanja, razmišljanja in vsega, pač kako je to skupaj povezano. Čeprav sva omenile karavano, si pa rekla, da bi delila z nami, da v zadnjem času pišeš prozne tekste, pa si prinesla nekaj novih proznih tekstov glave. Ja, zdaj, ne vem, malo sem to izkoristila priložnost, pač, da se pohvalim, da je tudi meni uspelo končno priti v prozo, kar sem si že nekaj časa želela. Zdaj sicer ne vem, kako bo, ko bo končano, ampak ja, nekje polovico romana sem že napisala. Tak, ni pa še bilo dano publiki, tako da niti še ne vem, kak bomo, kak bo odziv. No, boš te nam kaj prebrala? Ja, lahko, tako, za konec mogoče. A ti si kar določila konec? Ja, ne vem, sem mislila, kaj je to že. Mislim, da je malo nevediti na vprašanje publike. Bomo. Joj, kje sem se pa za to označila, samo trenutno. Aha. Saj, nimam dosti. Bolj tremuko, berem prozo. Naslednji dan si je premislila vsaj 100-krat. Ves dan je nekaj urejala po hiši, dokler ji ni postalo jasno, da prestavljanje predmetov ni potreba po preurejanju, pač pa živčnost. Tijana je odšla na fakulteto na sestanek, Simon pa je v zadnjih dneh hišo zapuščal pred kosilom in se vračal, ko sta s Tijano že zdavnaj spali. Ko ga je vprašala, kaj počne, je odgovoril samo, delamo. Na trenutke se je zdelo, da je njihova hiša prehod, nujni del maratona. Kot boks pri formuli, prideš, da čim prej greš. Urejati se je pričela že ob 3 popoldne, tuš, depilacija, nohti, obrvi, koža. Nežna, komaj opazna maskara, rahla temno-modra črta na vekah, ki je poudarila svetlo nebo šarenic in črna pod njimi, ki je povečala oko. Enako se je naličila za svojo prvo razstavo, ličila se je sicer redko. Ko je prišla do las, je kakor ponavadi nastala težava. Pri njenih 48 letih so bili edino, kar se na njej skoraj da ni spremenilo, lasje. Morda so bili za odtenek redkejši, a še vedno gosti in debeli. In za odtenek manj intenzivno rdeči. Gotovo so bili zato krivi tisti sivi, ki so se polagoma množili vmes, a še zmerom niso dosegli revolucije in izpodrinili barvnih. Edino na desnem sencu se je kot srebrn trak vlekel pramen, ki mu je kdo ve kaj izpilo barvo. Najbrž je nekaj na njeni glavi le moralo opozarjati, da ni več rosno mlada. Naj pusti razpuščene. Zdelo se je, da ni primerno, da bo videti, kot da želi parirati vsem tistim mladenkam. Naj jih spne v čop. Ne, preveč navadno, konjski rep nosi doma. Figa. Potem je obraz preveč na udaru, vidi se rahla, čisto rahla upadnost lic in gubice. Kito je imela samo enkrat, pa še takrat jo je hči vprašala, ali je zapusta indijanka. Pred kratkim je pri frizerju dobila popadek, da bi si lase ostrigla na kratko in si dala narediti odraslo frizuro. Dolgi lasje so za mlada leta, je pomislila. Skoraj mu je že dala blagoslov, da s škarjami zarije v lasišče in jo odreši. Lasje so pravzaprav dlake, je v mislih zaslišala moža. A se je v zadnjem trenutku zagledala, kako se doma zapre v kopalnico in joče, da je videti kot tajnica iz 60-ih. To se je zgodilo enkrat v življenju in ob histeriji, ki je njen mož pri njej ni bil ravno vajen, je prepovedal ostre reze.
In skoraj je izbila frizerju škarje iz rok, da se je zasmejal. Gospa, brez panike, nič ne bomo rezali, samo konice in ne več kot 5 centimetrov. Samson v njej je zavzdihnil od olajšanja. Vir moči je ostal nedotaknjen. Po 3/4 ure je s krokodilčkom zajela zgornji del las in jih spela na zatilju, enako kot vsakič za posebne priložnosti. Zavzdihnila je. Roke so se ji tresle, ko je v omari brskala za primerno obleko. Če bi bil med njimi plašč nevidnosti, njena izbira ne bi bila težka. Ko je bila mlada, je uživala v izbiranju oprav za obiske dogodkov, razstav, zabav, čeprav, treba je priznati, niti v mladih letih ni bila pretirana žurerka. Zdaj je dobesedno trpela, ko je milijonkrat prevrtela kolekcijo obešalnikov in ni bilo ničesar primernega. Le zakaj ni šla v trgovino, kot je predlagala Tijana? Nič nimam za obleči. Iz tega stavka sta se Simon in Matija znala zelo iskreno smejati, ko so kdaj že, kam šli in Martina in Tijana obupani stali vsaka pred svojo prepolno omaro, Simon in Matija pa uniformirana v običajno moško opravo, že pri vhodnih vratih, nervozno prestopajoča se. Znova je šla čez izbiro. Uradni kostimi, nekaj prekratkih kril, nekaj predolgih hlač, dolgočasnih napol starinskih bluz, obleke pa z večine za na plažo. Lahke, bombažne, ena pa svilena, seksi, ampak halo, noče biti seksi. Kdaj je bila nazadnje seksi? Kaj je že to, seksi? Vprašati mora moža. Ne, on ji bo odgovoril, da je to neki spin okoli elektrona. Ali neka struna nekje v mikrosvetu, ki nam ni viden in zato ni pomemben. Rdeča obleka je bila videti uboga, zlikano zaprešena. Ničesar za nocoj torej, ničesar za posebno priložnost take vrste. Tebi bi poprašala morda, za konec, bom ti še dala brat? Ne, vse smo že dovolj. Jaz bi te vprašala v morju napisanega, kako se ti izogneš klišeju? Pisal si v klišejih, takrat se... Ja, to sem za dialog pisal. Ja? Kako se izogneš ti v svojem pisanju klišeju? Oziroma, kaj sploh zate klišeje? Jo, to me bo, te razmislek mi je bo tako daleč nazaj, ko sem dejansko o tem že dolgo ne razmišljal. Zdaj ne razmišljaš, ko pišeš, da ne bi kam klišejsko... Pa ne vem, v bistvu mi je zadeva trenutno takšno, ko pač, v bistvu za 4 leta nisem napisal čisto nič. 4 leta sem se ukvarjal samo za tem vprašanju, ali imam to misleti še kaj povedati. In pač prišel sem do spoznanja, kar nekaj še imam in sem se zdaj lotil, ko bi to počasi spravil od ideje do tekstov. In mislim, ko je moj, sam se ne bojim, ko bi zapadnil v klišeje, zato, ko so stvari, za katerimi se ukvarjam, toliko drugačne, vsaj mislim, ker me zanimajo čisto druge stvari, tako da bi težko v bistvu v svojo literaturi zašel v klišej nekega romana sodobnega časa, tega kao neorealističnega romana. In če umeščam že te elemente v literaturo, jih kvečemo zato, ker se z njimi poigrava. Tako da, je pa res, ko se je v slovenskem prostoru v bistvu izoblikoval en vzorec, kakšen naj bi bil sodoben slovenski roman za sodobnega slovenskega bralca, ampak nimam nobene skrbi, da bi zašel v ta klišej iz zelo banalnega razloga, ker mi ta klišej ni všeč, niti na ten način ne bi znal pisati. Še zdaj eno vprašanje. Koliko je na tebe, ko si spomni svojih začetkov, vplival roman Umberta Eka in Roža? Ime Roža? Ja. V čem? Ne vem, nekje sem pač zaznala, da so tvoji romani morda, da je imel
imela knjiga kaj vpliv na tvoje pisanje, no? Pa jaz mislim, da ime Roža dejansko na moje pisanje ne je imelo absolutno nobenega vpliva. To je bila knjiga, ki mi je bila sigurno zelo všeč, čital sem jo v drugem letniki srednje šole in do tistega trenutka, ko sem se začel ukvarjati z, recimo, portal Pozabimo, to spada v tisto prvo sfero, recimo, ko smo začeli delati Sextant. Tu nekako jaz vidim začetek svojega odraslega obdobja. Je v bistvu to ime Rože bilo tako daleč nazaj, da sem se res sigurno tako malo spomnil od toga teksta, da ne bi mogel imeti nobenega vpliva. Dosti bolj problematično se mi zdi zdaj celo, da sem po neki čudni, nezavedni zadevi izbral za diplomo glih Žabota, ne? In da sem ga čital Žabota in te sem se nazaj spominjal, ko sem ga pisal, me je včasih kar srh, kako je pa dejansko tega dva dripleca prekmorskiva, ne? Žabot pa Lanšček, kako sta pa njeva imela vpliv na mene, ne? Njeva sta imela ogromen vpliv. Ja, res sem, ka njuna podoba, pa njun prostor v slovenski književnosti je bil v tistem trenutku, da smo mi mladi, ko začeli s temi romanami, s Sextantom pa tam naprej, ne? Je njuno pozicijo zrušiti bilo nemogoče. Z njima se spopadati je bil čisti samomor. Ne? Čeprav smo se te šli nekšno kao urbano prekmorstvo, ampak sam sem v bistvu našel rešitev, dobro, se celi pontifikat, kako je strukturiran, ne? Je v bistvu moja lastna travma, toga, ko priješ z Prekmurja, gdje so vsi tako velikih pisatelov, tako bogših od tebe, ka nema šans. In ta travma je v bistvu osnova, s katero sem zgradil pontifikat. Te na koncu sem pa videl, ker v bistvu vseeno teh 10 let, ko sem bil v Mariboru, sam nekaj doživel v življenju, imam nekaj zapovedati, je neka izkušnja, ki jo mogočeš lejko izkoristim za literaturo, kako bom pač znal dobro, onstran Prekmurja, pa onstran vsega tistega, kar me je tam najprej fasciniralo, te je pripravilo do tega, ko sem bil neki čuden, sam sebi zadosten upornik, pa do končne frustracije. Ne? In mislim, zato sem zdaj v bistvu to, ko zdaj delam, znam, ker če bom napisal še par romanov v življenju, pa upam, ko jih bom, dogajalni prostor, nikoli več ne Prekmurje, in nikoli ne v teh romanih niti najmanjše sledi magičnega realizma ali česarkoli temu podobno. Da pa Maribor, ne? Če si že 10 let Maribor. Jaz sem včeraj bila v Gradcu in na avtobusu sem rekla, da pač sta danes moja gosta in nekdo mi je rekel, kaj ti sploh misliš, da šla prišla do besede. A ja, kar je pa te pa prosto besede. Pa vas vprašam, jaz še res imam sicer veliko vprašanj in nisem prišla tako do besede, kot sem pričakovala. Bi pa vprašala vas in vas izvala, če imate kakšno vprašanje. A ima kdo kakšna publika? Imate kakšno vprašanje? Jaz imam vprašanje zate. V bistvu ta naslov literarnega večera Vzhod je narejen za tiste, ki ga gledajo. To, kaj je ciljalo na Prekmurje oziroma na vzhod države, ali je bilo čisto? To je citate s tvoje pesmi. Ja, ne, ampak se mi je zdaj tako malo pomenljiv, ne? Ker so oba z Prekmurja, se pravi za vzhoda, pa mogoče kaj je bil tako malo pomenljiv. Tisti, kaj so ga prvi zagladno. Ko sem svoj mail vidim, vabilo na najnej literarni večer, prečitam Vzhod, pa dale, pa smislim, fak je vel mater, že pa to je velo Prekmurje. Meteorološki form je bil.